S 15 leti sem šel v tovarno in sem delal do leta 1976 kot elektrika v vzdrževanju v Salonitu. Takrat, v tem obdobju, ko sem bil v Salonitu, v proizvodnji azbest cementa, ni bilo nikakršnih zaščitnih sredstev, nikakršna izobraževanja in nikakršnih opozoril. To se je zgodilo šele leta 1983, ko je Salonit Anhovo izdal navodila za varno delo z azbestom. To pa na pobudo civilne iniciative Odbora za varovanje okolja pri Krajevni skupnosti Anhovo, kjer so domačini opazili tudi navodila za uporabo azbesta, ki jih je veter zanesel v bližnje hiše v Anhovem. Takrat se je začelo uporabljati določene zaščitna sredstva, ampak še zmeraj ni taka, kot bi morala. In tudi maske so imeli, samo kasneje so ugotovili, da neustrezne maske. V proizvodnji smo vzdrževali stroje, to je v celi proizvodni liniji. Včasih smo morali recimo razstavljati, tudi demontirati, okvare popravljati, dvigala smo vzdrževali in tako naprej. To je elektrozdravska dela. Zelo prašno je bilo. Takrat, ko sem imel 45 let, sem se šele zavedal točno, kaj azbest pomeni. Takrat sem bil mlajši, nisem se ukvarjal. Takrat me je oče zbolel z mezoteliomom. In potem, ko začneš razmišljati, ugotoviš, kje si. Tudi takrat sem dobil energijo, da smo ustanovili društvo obolelih zaradi azbesta. Potem sta me umrla še dva strica na pljučih in eden na prebavilih. V naši ulici, kjer živim, z mojim tastom in z mano nas je 8. Takrat so organizirali 96. že nočne preglede. Sam ni bilo tole, tako rekel, bolj na lastno pobudo. Ni bilo to organizirano, ni bilo preventivno, ni bilo nič. Ko smo šli na kontrolo za zdravniške preglede delavci, smo opazili na pljučih v Novi Gorici znake azbesta in potem sem šel na kontrolo na Golnik in sem imel plake. Nekaj jutr, ko sem se zbudil, sem opazil pod desnim prsnim košem, me je zapeklo. Potem mi je ta bolečina izginila. Ampak po 3. in 4. dnevu sem imel malo vročine, to je tista vročina hinavska 37. In sem šel zdravniku in me je poslal k pulmologu. Naslednji dan sem bil že na Golniku, ker sem imel zalita pljuča. In po 14 dnevih so mi postavili diagnozo mezoteliom. Potem sem šel na Onkološki inštitut v Ljubljano, sem imel kemoterapijo pa operacijo in to je bilo leta 10. In potem je bilo v redu 3 leta in po 3 letih sem imel zopet kemoterapijo in zdravljenje. Sem predsednik društva in name se obračajo, ko zbolijo, okrog zdravljenja, pridobivanja odškodnine, tako da sem kar precej dejaven tukaj. Ko nekdo zboli, predvsem za rakom pa mezoteliomom, da se čim prej pride do odškodnine. Smo ena redkih držav, ki imamo urejeno ureditev za obolele. Odnosa do azbesta pa še zmeraj se ni spremenilo in to na vseh nivojih, od občine pa dol do krajanov.